Bi odprl še kratko diskusijo, če bi bilo imel kakšno vprašanje. Za Metovo vprašanje. Število zavarovanih kmetov je mizerno, ta številka zdaj zavarovanja. A je morda številka v bistvu skriva ali pa ne pove nečesa, da imajo nekateri kmeti v bistvu SP, oziroma so DOO na nek način, torej so firma, kmetsko gospodarstvo, ki je registrirano kot firma, ampak oni so v tem zavarovani kot kmete, ampak kot obrt pa kitazga. Je a to obstaja? Predvsem je bilo pomembno to, da se je določila meja katastarskega dohodka, torej da je določen minimalni katastarski dohodek, ki ga kmet mora doseči, da je lahko zavarovan kmet. Se pravi, da če ne zasluži do določenega zneska, se ne mora zavarovati kot kmet, lahko pa seveda opravlja druge dejavnosti in seveda dodatne dejavnosti na kmetiji in tako naprej. Pa skrip med kmeti ga ni. No, pa se tudi še drugo pojavljeno, ko ne manj piše v kmetiji, ki je spodilo, ki so zavarovani samo kmetike radikalno prišuje. In to je že iz celega povajnega obdobja, če ljudje si socialno varno zagotavljajo zelo motivarno potovanje, kako poslanska dejavnost. In teh je čitali. Cikaj sem že pa 10 let za nekaj vprašal. Ti sem govorila, da primer razreševanja sporov in preložitih, da vedno kot ste rečila o preložitih, ker ljudega bolj navajno. In da pač umela si samo najbolj radikalno možnost odvzema posesija. Ampak vse verjetno se niso vsi ti spori končali tako radikalno. A si ti naletela v tem svojem delu na načine razreševanja teh sporov? Kako so se te spori razreševali? Tudi v naslednjem referatu sem različil pozorno, kar je vedno lepo povedala, da gre za različne diskriminacije starejših, ne glede na vložitve se pokoj, da gre za nasilje, da gre za podobno. Kaj je lahko pravzaprav zaobija, kako so se te spori rešavali? Se ostajajo spori izključno samo v štirih stenah, ali se postajajo te konec koncev kmečki svet, je mejten svet, nekaj okoznosti tih odnosov, ker je pravzaprav definicija zasebnosti nekaj čisto tudi tako, kar bo urbanem okolju. In je to tudi javna zadeva na nekaj način. Ja, po mojem, mislim, jaz sama se s temi na ta način nisem srečala. V vsakem primeru pa, če bi šli kakje stopne spore pri kakih odvetniških ali pa so na sodiščih kakšne pravilo prekrivati, po moje tam veliko tega, kako se je to reševalo. Verjetno so te zadeve šli na sodišča, posebej takrat, ko je bilo to že, ko je obstajala neka formalni zapis teh obveznosti. Dokaj teh zapisa ni bilo problemov. Verjetno je virih tudi opaziti samo skrajne. Skrajne se, verjetno tega ni prišel. Sem prebrala, da se je včasih pojavil sistem kroženja, se pravi, če je bil mogoče 3 mesece pri enem sinu, pa je bolj šel, si malo dahen po drugmu, doktor ga je pa rad sprejel, porque se je še tam snaha, da so si te starejše malo podajali. Mislim, taktik je bilo različnih. Vsak primer je imel drugačen način. Celo moje imamo zaradi položitka. Ampak jaz bi pa tule Bojan je zastavil to dilemo o starosti. Starostno mejo nad 60 let, 60, ta je postavljena v bistvu vse tej moderni, najnovejši literaturi, socialno-zgodovinski, in to velja za Evropo, anglosaksonski prostor, za nemške študije, za ameriške, kanadske. Tam to mejo, ker jaz sem bil tudi, ko sem delal v bistvu literarnem referatu na temo, ko sem delal v bistvu analizo anališke knjige in tako naprej,
se tudi spraševal, kdo je sploh star, ne? Ali je to v skladu s tistimi idealiziranimi predstavami, piramide, ne, ki smo videli v referatu Čečove, recimo, ne, ali je to nad 50 let, ki počas drviš proti smrti, ne, ali je to nad 60 in tako naprej, ne. Te meje te pač spravijo v dilemo, ne, in tudi jaz sem njihov med tema, ne, tam 65 let kot neko res tako mejo. Pa so se napodljajo ravno študija literature bilo 60 let. To so publikacije statističnega urada, tako da zna biti, da se za 65 ko noter dal čisti iz teh upokojovanskih mej, ne? To sumim, no, to ne. Praktično se je v zadnjem času se tam ne povečala. Najnovejša statistika je 65, je pa takrat, ko se pa dela kakšni pregledi za nazaj, ko so bila 60, pa se prvo poenoti, pa gre poenoti nazaj na 60, ko se nekako že gre. No, Tomaš, Andrej, si poanta tvojega vprašanja bila druga, ne? Jaz mislim, da ti ne rabi skrbeti, glede te meje, ti boš več tam to je, da jaz Ti gledaš vprašanje definicije starostnega posameznika obdobja. To je jasno, da je to neka spremenljivka. To ni nekaj, kar je fiksno. Če je danes za nas nekdo star 65 let, je v okolju, recimo pred drugo svetovno vojno, ker je večina ljudi dočakala okoli 60 let, pravzaprav bila že starost pri 45 že neke vrste starost, ne, da ne govorimo o tem v 50. Ne. To je zelo relativen pojem. To, kar je danes, so seveda arbitrarno in statistično določene določene podatki v odvisnosti od pričakovane življenjske dobe. In s tem se tudi pojem starosti, ne samo pojem starosti, vse se pravzaprav za razdaljšanje življenjske dobe raztegne. Raztegne se otroštvo, raztegne se mladost, raztegnejo se zrela leta in seveda se raztegne tudi. In v skladu s tem tudi starost pride v neke nove parametre, kdaj se začne. Pri starosti je pravzaprav jasen samo konc. Ja, Prej je pa vse relativno. ampak postavlja dileme, ne, v bistvu biološka starost, ne, tradic, recimo antropologi so vsaj to ugotovili, da v vseh obdobjih, tudi v paleolitu, recimo, so obstaja tudi 100 let, ne, tako da v bistvu te... To ne pomeni, da ne obstajajo, gre za prevladujoč vtis, ki ga neka družba Točno je za vsak čas drugačne, ne moramo tudi današnjo živilo prenašati. 17. stoletje ali pa ne vem, nekaj 17. stoletja, 19. To se strinja, absolutno. Samo pravim, da postavljajo v bistvu to umetno mejo, da je s tem rekel, predvsem demografski študij na 60 let. Vsaka statistika. Ustvarja novo realnost. Ali še kako vprašanje, pripomba? Ki kdo še referat? Ne. Neč pa bi jaz tole